Čas hitro teče in velika vrednota naše družine je tudi ohranitev naše dediščine. Moj ded Jožef Črtalič, ki je tukaj danes z nami, je ustanovitelj podjetja Črtalič, katerega vodilno mesto je že dolgo nazaj predal svojemu sinu Bojanu, ki ga je uspešno vodil skupaj z ženo Slavojko več kot 4 desetletja. Tako je sedaj ta velika odgovornost in čas doletela tudi mene kot prvorojenka. Prav tako, pa kot jaz, sta tudi podjetniško zavzetost podedovala po naših starših tudi brat Jernej in sestra Anja, tako da smo trdno povezani še vedno tudi v poslu. Podjetje bo drugo leto praznovalo 50-letnico, to je zdravo slovensko družinsko podjetje. Kako je to uspelo? Ja, ne boste verjeli, ampak jaz se spomnim še čisto prvih začetkov, ko sem hodil v osnovno šolo. V 6. razredu osnovne šole je moj oče začel z obrtjo v domači delavnici, ki se je potem postopoma širila. Potem smo zgradili še en obrat v drugem delu Novega mesta, kjer sem jaz začel delati leta 1975 po moji, bi rekel, diplomi na strojni fakulteti v Ljubljani. In kako je to minilo, jaz ne vem. Minilo je pa 1, 2, 3. In kako se zdaj podjetje obnaša v času krize? Vi ne čutite preveč krize, ne? Ja, smo jo občutili zelo močno, smo jo občutili leta 2009, ko so se predvsej nam te prodajni kanali zaprli, tudi sicer nekako je bilo eno veliko zatišje, ampak v tistem času smo močno pojačali naše aktivnosti na marketingu in na prodaji, tudi predvsej izobraževanj smo v tistem času speljali, kar nekako tisti vakuum smo mogoče izkoristili na pravi način, ki je pa zdaj začel dajati rezultate. Tako da enostavno imamo v letošnjem letu, z koncem lanskega leta in v letošnjem letu imamo kar neko sicer pričakovano na en način, ampak tudi nepričakovano veliko rast. Za letošnje leto celo predvidevamo v tem momentu že sigurno 30% več prihodka kot v preteklih letih, kjer smo bili pa zelo stabilni. Smo imeli praktično ves čas krize smo dosegli enak promet. Vaša rešitev se imenuje Fero Ekoblast. To že samo po sebi pomeni eko, je zelena? Absolutno zeleno in izhaja pravzaprav iz fero kot železo, eko kot ekološko in blast kot peskanje ali čiščenje, kar je naša osnovna dejavnost in dejansko se v celem svetu predstavljamo kot specialist za surface treatment technologies. Ste tudi prejemnik nagrade Cleaner, na katero ste zelo ponosni? Ja, tudi na Cleaner, tudi na več, bi rekel, lokalnih nagrad v slovenskem, bi rekel, merilu, ker na vse zadnje smo aktivni že vrsto let, ne, in to se tudi nekje potem pozna in tudi okolje občasno prepoznava. Vi ste že tretja generacija uspešnega slovenskega družinskega podjetja. Začel sem v bistvu 4 leta nazaj, sem se fizično ločil iz očetovega podjetja in šel pač v svoje podjetje Blast Technik, kjer izvajamo strogo samo servise in storitve peskanja. Absolutno tudi delamo ogromno na tehnološkem razvoju, odkrivamo nove materiale za peskanje in podobne zadeve, ki doprinašajo k razvoju tudi same peskalne tehnike, posledično tudi v podjetju, materinskem podjetju Fero Črtalič.